za karte bral, koliko boste imeli, ko se presenetilo, da je bilo recimo na 100.000 prijav zdaj v Nemčijo? Pa, da je zmanjkalo kart, me glih ni presenetilo, da je pa bilo še toliko popraševanja še za toliko več kart, to pa malo, ja, no, te številke so res velike, tako da je pa lepo videti, no, je super. Tudi mislim, da bo tudi kar nekaj šlo brez kart gor v Nemčijo in ja, zelo lepo, da imamo tako podporo in upam, da bomo tudi vrnili to vse skupaj. Imel si kar težko poškodbo, verjetno si zelo vesel, da ti je vse skupaj uspelo priti pravočasno nazaj na igrišče, da boš del Slovenije na Euro. Pa ja, pa zdaj že tudi kar nekaj časa tega vse skupaj, že tudi kar nekaj tekem za mano, tudi v klubu, tudi konec koncev tudi že v reprezentanci, že na prejšnjem zboru, tako da ja, že za mano ne razmišljam več o tem, ampak ja, super, no, da se je poklopilo vse tudi časovno. Kako je s tvojim soigralcem Lovričem? Boljše, dela vse na to, da bo čim boljš pripravljen. Normalno ni lahko, ko se zgodi neka poškodba v takem neprimernem času, ampak vseeno mislim, da bo pripravljen, oziroma sem prepričan, da bo in ja. Koliko je bil zate stresen ta zaključek sezone? Marsikaj se je dogajalo? Ja, kar, no, neka nova izkušnja, spet v nogometu greš čez veliko ovir. Tudi ta letošnja sezona je ena izmed verjetno težjih v moji karieri je in bo. Ja, veliko več padcev je bilo kot pa nekih vzponov, ampak na koncu je nekako uspelo vseeno. Pozabi čim prej, naslednjo leto je nova sezona in sem prepričan, da bo rezultatsko uspešnejša. Zdaj boš predsednik je napovedal drugačen od Dineze, zgornja polovica lestvice ali pa najslabša polovica lestvice. Boš ti del tega ali imaš drugačne načrte v prihodnosti? Pa bomo videli, nikoli ne veš, nogomet je ena taka zadeva, ko se hitro stvari spreminjajo in lepo mi je tudi drugačno od Dineze. Normalno, da je bila ta sezona res zelo težka in res ne bi rad ponovil v nobenem slučaju. Ampak ja, tudi naš predsednik je prvo velik navijač kluba, pol pa šele predsednik in ja, ima svoje poglede in ima tudi svoje spoštovanje ekipe in smo vedeli, koliko tudi njemu to vse skupaj pomeni in smo bili tudi za njega zelo veseli, no, da nam je na koncu vse skupaj uspelo. Po klubu ste nizali remije, kaj pa na evropskem prvenstvu? Tam bodo najbolj remije vse malo več vredni kot pa v klubu, ne? Ja, pa tako sem že tudi prej nekaj rekel, da prvo upam, da bomo dobro izgledali, da se bomo dobro predstavili, dobre luči vsi skupaj. Rezultat, normalno, da je pomemben vedno, ampak se mi zdi, da nekako bomo vsi najbolj zadovoljni, če bomo predstavili neko dobro Slovenijo, neko navdiheno. Prepričan sem, da bo vsaj dal 100% od sebe, to sploh ni vprašanje, ampak tudi, da bomo pokazali neko dobro igro. No, mislim, da smo jo že zdaj v preteklosti in da lahko na tem gradimo in da bo to na koncu najbolj pomembno, no, da normalno rezultati pridejo z dobro igro in bo tudi lepo videti, če bomo dobili kakšnega pozitivnega in sem prepričan, da nam lahko to uspe. Kaj ste v teh stresnih zadnjih dneh uspeli kakšno stavo z Vladanom Samardžićem narediti pred Eurom? Pa on se noče, ko ne bo špilo, kaj je veliko, nima glih nekega veliko vpliva, ampak ne, se zabavam se malo, ampak normalno, da on je tudi en izmed boljših mladih igralcev tudi v naši ligi in tudi v Srbiji sem prepričan, da bo slej ko prej dobil svojo šanso in ja, upam, da ne glih proti Sloveniji, ampak malo kasneje mogoče. Ja, definitivno, da bo še neka borba medsebojna tudi z njim, ampak sem prepričan, da bomo uspešni. Vse so takele priprave, kar nekaj časa boste skupaj, pa potem seveda bivanje v bazi v Nemčiji. Nekaj novega, ne? Razen za strokovni štab, ki ima izkušnje s tem. Kaj pričakujete v teh dneh, prvo tekmo z Dansko? Pa, kaj pa vem, mislim, da ne bo nič drugače kot pa prejšnje izbore. Imeli smo se vedno do zdaj fajn, zakaj se ne bi še zdaj do evropskega prvenstva, da mislim, da ni glih neke velike spremembe kot pa tudi drugače. Selektor je rekel, da se boste lahko ob pol treh zjutraj zbujali in gledali Dončića, štiniti tistimi. Ne, to pa nisem zbožen. Jaz rad zjutraj se pol zbudim, pa prvo highlightse pogledam, preden da vidim, kak je bil rezultat. Pogledam sprotne highlightse tekme, pa se mi zdi, da kar doživiš tisto tekmo, pa drugače pol, da se zbudiš, pa še pol s tistimi time-outi predolgo vse skupaj traja.
Tisto ne bo šlo skozi, razen če bo mogoče kakšna zdaj v pol desetih, prejšnja serija, tisto pa ja. Bo šli do konca? Tiste zadnje tekme bojo med Eurom. Upam, da bomo te lažje kako pogledali, ko bomo tako bolj dolgo budni po kaki tekmi, da mogoče se pa poklopi takrat, ampak ja, mislim, da so sposobni iti letos do konca, zakaj pa ne, ima super ekipo, da. Ja. 7. finala pride v noči pred Anglijo. A tako je? Po pameti. Okej, tisto ne bo šlo skozi. No ja, bomo videli. Upam, da ne bo 7. No. Si debutiral ravno mesec preden se je Matjaž vrnil v selektorsko mesto. Kako si ti doživel ta razvoj reprezentance, kaj se je spremenilo v igri, to tvoja vloga seveda je postala ekstremno pomembna? Pa ja, veliko je bilo zelo težkih trenutkov v teh letih, sploh od začetka smo šli čez veliko stvari skupaj čez in ja, zato je še to klep zdaj pravzaprav, ko se skupaj enkrat se nekaj sestavi in to, kar smo gradili dolgo časa, da smo prišli do nekih uspehov zdaj konec koncev in ja, to mislim, da je uspeh in vseh skupaj in se vidi tudi neko konstantno delo in da smo to vklet že zdaj skupaj in da smo zgradili neko dobro ekipo in da lahko to zdaj tudi pokažemo na Evropskem prvenstvu. Kakšni so tvoji otroški spomini na čas, ko je Slovenija na zadnje na velikem tekmovanju? Pa ja, od svetovnega prvenstva 2010 se kar nekaj spomnim, no lepi, normalno, to so vedno bili pol neki idoli, ko si jih gledal z velikimi očmi in je bilo vedno lepo spremljati tiste tekme reprezentance, še spomnim se, kako smo bili jezni, ko pol ni šlo na koncu skozi, da bi šli še skozi skupino, ampak ja, normalno, da je lepo, tudi sem prepričan, da je za zdajšnje otroke nekaj lepega, da bo lahko gledali svojo reprezentanco na Evropskem prvenstvu. Se je zdaj na tem zboru čuti neka drugačna napetost, drugačno pričakovanje v primerjavi s prejšnjimi? Pa iskreno, glih smo prišli še, da ni še neke, zdaj smo glih eno kavo skupaj spili zaenkrat, ampak mislim, da tudi ne bomo glih kakve razlike med prejšnjimi in ja, mislim, da bomo vsi bolj pozitivni in z nekim pozitivnim nabojem čakali vse skupaj, da neke živčnosti pretirane pa da ne bo. A je to nek luksus, da imate v bistvu 19 dni do prve tekme, običajno med kvalifikacijami imate 3 dni? Ja, je malo nekaj drugačnega, ampak je tudi za vse reprezentance isto, tako da bomo imeli ostali tudi dosti časa, da se pripravijo na nas, tako da ja, za vse isto. Ja, koliko odnese branilec od tega, da na dnevni ravni dela s takšnim trenerjem, kot je Fabio Cannavaro? Veliko, no iskreno res veliko, v teh 3 tednih, 4, lahko veliko odneseš od njega, če ga poslišiš dobro, res je poseben karakter, močen karakter, dober trener, veliko se uči, veliko dela vsakodnevno, da bi bila ekipa boljša in normalno, če ne boš poslušal njega, ne vem koga bi. Ja, upam, da bo tudi naslednjo leto še ostal. No. On je bil nek štoper. Ba je, ne? Super, hvala. Koliko je bilo pa olajšanja, še eno vprašanje. Ob tistem strelu Frozinoneja na začetku drugega polčasa, ko se te je dotaknila žoga malo in zadela vratnica? Ja, glih sem jo še fajn spremljal, tam ko sem nazaj pogledal. Se mi je kar dolgo zdelo, da minuto rabi, da bo prišla tja do gola ali ven do kota. Ja, normalno, da je bilo neko olajšanje. Tako je vedno, ko si blizu, pol pa da se še te do žoga dotakne, da še dobi malo nekega odboja, vedno sam čakaš, kam bo šla. Na srečo je šla ven, da se je vse lepo šlo. Kako je to komentiral Fabio Cannavaro? Ni kaj komentiral. Vse se pozabi, če se zmaga. Hvala.